Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Odmor. Vsem prisrčen pozdrav ob slovesnosti blagoslova novega vozila GVC3. Naj posebno pozdravim častne goste tu na tribuni. Predsednica Gasilske zveze Bled Bohinj Alenka Urh, poveljnik občinskega poveljstva občine Gorje Borut Kunstelj, župan občine Gorje Peter Torkar, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Gorje Drago Stojc, namestnik poveljnika gasilnega poveljstva občine Gorje Branko Gomilar, poveljnik civilne zaščite občine Gorje Bojan Jakopič, predsednik veteranov Gasilske zveze Slovenije in častni predsednik Gasilske zveze Bled Bohinj Jože Smole, častni poveljnik Gasilske zveze Bled Bohinj Viktor Dovžan, novigorjanski župnik Slavko Judeš. Lep pozdrav tudi našemu najstarejšemu članu Janezu Pogačarju. Pozdrav tudi vsem domačim gasilkam in gasilcem, mladini, vsem ostalim prostovoljnim gasilskim društvam ter občanom in občankam. Sledi nagovor predsednika prostovoljnega gasilskega društva Gorje, gospoda Draga Stojca. Spoštovane gasilke, gasilci, cenjeni gostje, gospod župan, drage gorjanke, gorjanci in ostali prijatelji gasilstva. V imenu prostovoljnega gasilskega društva Gorje vas z velikim ponosom pozdravljam na današnji slovesnosti. Zbrali smo se, da proslavimo dogodek,
ki smo ga nestrpno čakali, da pozdravimo novega, najpomembnejšega člana naše operativne enote, novo gasilsko vozilo GVC3. Da bi razumeli, kaj ta dan za nas pomeni, se moramo na kratko ozreti nazaj zgodovino našega društva, ki je dolga 130 let in temelji na duhu sosedske pomoči, ki je v Gorjah še kako živi. Naši predniki so se odločili organizirano upreti ognjeni zubljem. Začeli so skromno z nekaj orodja, to da za jasno vizijo, pomagati pomoči potrebnemu. S hvaležnostjo se spominjamo predhodne generacije, ki so gradile ugled, ki ga uživamo danes in ki ga moramo ponosno ohranjati. Ta vizija pa je za svoje uresničevanje vedno potrebovala tudi primerno opremo in pot razvoja je bila dolga in postopna. Spomnimo se prvo urodno vozilo tam, ki smo ga nabavili leta 1974. Leta 1987 smo dobili prvo cisterno s 3000 litrov vode. Leta 1994 novo urodno vozilo Nissan. Leto 2004 in 2014 pa smo presedlali na sodobnejše cisterne Mercedes in vozilo za prevoz moštva. Vsaka od teh pridobitev je bila v svojem času ogromen korak naprej. In ta pot nas je pripeljala do danes. Po skoraj 3 letih skrbnega načrtovanja in trdega dela je rezultat te vizije pred nami, naš novi GVC3. To ni le zamenjava za staro vozilo, to je tehnološki prestop, ki ga naš kraj potrebuje in zasluži. V sebi nosi moč 6000 litrov vode, kar nam je v tistih ključnih prvih minutah, ko je vsaka sekunda zlata vredna, da je neprecenljiva prednost. Opremljen je z najsodobnejšim orodjem, s katerim bomo posredovali hitreje, odločneje in kar je najpomembneje, varneje za naše gasilce. To vozilo je naš ščit, naše orodje, izdelan je bil v firmi Rosenbauer na šasiji Scania. A seveda takšen preskok ni mogoč brez podpore. Zato se ob tej priložnosti iskreno zahvaljujem občini Gorje, županu Petru Torkeju, brez podpore in razumevanja te sanje ne bi postale resničnost. Hvala. Vsi pa vemo, da oprema, pa naj bo še tako sodobna, brez človeka ne pomeni nič. Zato nenehno vlagamo izobraževanje in usposabljanje naših operativcev. In prav tu je naš največji ponos in naša svetla prihodnost. Naša mladina, številni mladi člani v naših vrstah so dokaz, da smo na vasi ohranili tisto najpomembnejši duh skupnosti, kjer sosed še vedno pomaga sosedu, kjer smo Gorjanci v težavah pripravljeni stopiti skupaj. Pomembnost tega se je pokazala v zadnjih letih bolj kot kadarkoli prej. Poplave leta 1923, požar na Krasu in druge nesreče so od nas zahtevale strokoven pristop, znanje in tudi vrhunsko opremo. Izkazalo se je, da smo nosilci celostne zaščite in reševanja. Zato sem neizmerno ponosen na dejstvo, da je gasilec še vedno tisti, ki mu ljudje v Sloveniji najbolj zaupajo in da smo gasilci tista sila, ki se svojo množičnostjo, srčnostjo lahko spopade z največjimi izzivi. Zato hvala tudi vam, drage krajanke, krajani, počaščeni smo, da nas podpirate in da nam zaupate. In prav ta podpora se je pokazala tudi pri organizaciji te prireditve, naj bo današnje druženje veselo, tovariško in prijetno. Obenem pa še enkrat vsem prisrčna hvala za vso pomoč, da bomo današnji dogodek speljali na visokem nivoju. Uživajte na veselici, naj zaključim z našim prvim geslom: dan in noč smo vam pomoč, hvala na pomoč.
Zdaj pa k besedi vabim še gospoda župana občine Gorje, gospoda Petra Torkarja, da nas nagovori ob tej posebni priložnosti. Drage občanke, spoštovani občani, drage gasilke, gasilci vseh prostovoljnih društev, tako domačih kot sosednjih. In jaz mislim, da ta trenutek zaslužite od vseh en velik aplavz, zato da se trudite zagotavljati vso varnost v naši občini in v sosednjih občinah. Spoštovani visoki gostje Gasilske zveze Bled Bohinj, spoštovani gospod župnik, gospod Slavko in spoštovani vsi, ki ste danes prisotni na zgodovinskem dogodku občine Gorje, namreč prostovoljno gasilsko društvo od občine Gorje prejema sodobno opremljeno gasilsko vozilo GVC3 s kar 6000 litri vode in pa sodobno opremo, ki bo zagotavljala bolj učinkovito in hitrejše posredovanje ob požarih, naravnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih. Hvala vsem, ki ste pri projektu sodelovali, predvsem vsem prostovoljnim gasilcem in gasilkam Društva Gorje, ki ste načrtovali, kaj gasilsko vozilo potrebuje in v kakšnih dimenzijah je primerno za naše območje občine Gorje, ki ga požarno in sicer pokrivate. Hvala vsem občinskim svetnicam in svetnikom, ki ste sledili tako predlogu prostovoljnega gasilskega društva Gorje, kot mojemu predlogu v proračunu za leto 2025. Hvala vam, občanke in občani, za zaupanje, da so naši gasilci usposobljeni rokovati s tako visokotehnološkim vozilom in opremo in da nam bodo zagotavljali varnost pred naravnimi in drugimi nesrečami že tako v preteklosti kot v prihodnosti. Samo vozilo želim, da večkrat izpelje za namen vaje kot intervencije, ker takrat, ko zatulilo sirene, takrat verjemite mi, da za nikogar ni lepo, tudi za tiste, ki na intervencijo hitijo, kaj šele za tiste, ki so v problemih. Tudi sam sem gasilec in vem, da gasilec brez strokovnega znanja in opreme ne more posredovati pri nesrečah, tako da, spoštovane gasilke in gasilci, želim vam veliko zdravja, v želji, da boste širili svoje znanje in pa prenašali na naslednje rodove. Zato sem izjemno vesel, da imamo mladino v tako velikem številu in hvala vam, mentorjem in mentoricam, ki se z mladino ukvarjate. Hvala in na pomoč. Prosim, da nam nekaj besed nameni še predsednica Gasilske zveze Bled Bohinj, gospa Alenka Urh. Spoštovane gasilke in gasilci PGD Gorje, ter krajanke in krajani, ter vsi gostje. Z velikim veseljem vas pozdravljam na današnjem slavnostnem dogodku v mojem imenu in v imenu Gasilske zveze Bled Bohinj. Danes je predvsem vaš dan in tudi dan, na katerega so lahko ponosne vse gasilke in gasilci v občini Gorje. Konec februarja ste z velikim veseljem v vas in občino sprejeli novo vozilo, ki ste ga nestrpno pričakovali in zdaj storili vse, kar je bilo v vaši moči, da je takšno, kot ste si ga zamislili in kot ga vaše društvo potrebuje. Po lanskem praznovanju 130 let gasilstva v Gorjah to dokazuje, da je gasilstvo tukaj aktivno in se z leti še nadgrajuje, tako kot se izpolnjujejo izobraževanja, se izboljšuje oprema in gasilska vozila. Trenutne raznolike vremenske razmere nam pogojujejo, da morajo biti v društvu različna in ustrezno opremljena gasilska vozila, ki so pripravljena na različne
nepredvidene dogodke in intervencije. Dosedanja vozila so robila takšno nadgradnjo in posodobitev voznega parka. Novo vozilo za društvo predstavlja boljšo odzivnost in opremljenost operativcev v primeru intervencije. Z novim vozilom boste v veliko pomoč tudi sosednjim društvom in sosednjim občinam. Vozilo naj vam varno služi za vse aktivnosti društva, z njim boste lahko vozili tudi člane in članice, od najmanjših do najstarejših veteranov, operativno enoto na vaje in tekmovanja, ter tudi na intervencije. Želim vam čim več varnih kilometrov na vaje in tekmovanja, ter čim manj kilometrov na intervencije. Srečno, varno in z gasilskim pozdravom na pomoč. Sledi glavni dogodek današnje slovesnosti, in sicer prevzem ter blagoslov novega vozila GVC3. Naše novo gasilsko vozilo ni zgolj dodatek voznemu parku, ampak pomembna okrepitev za varnost naše skupnosti. Kot je bilo že omenjeno, je opremljeno s sodobno tehnologijo, ki omogoča hitro, učinkovito in varno posredovanje ter je prilagojeno teritorialnim razmeram. Gospoda župana Petra Torkarja naprošamo, da preda ključe novega vozila predsedniku prostovoljnega gasilskega društva Gorje. Za vso odgovornostjo prevzemam ključe novega vozila, da ga damo svojemu namenu. Bomo ga vzdrževali in skrbeli, da bo vedno pripravljen za pomoč tistim, ki jo potrebujejo. Ključe bom sedaj predal našemu šoferju, strojniku Tomažu Torkar, ki bo opravil zagon in preizkus vozila. V skladu z lepo tradicijo bomo novo gasilsko vozilo predali tudi v Božje varstvo. Naj bo blagoslov simbol poguma, zaščite in pomoči vsem, ki bodo s tem vozilom reševali življenja. K blagoslovu vabim gospoda župnika Slavka Judeža. Ker smo krščanski ljudje, začnimo z znamenjem križa. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Spoštovana gospa predsednica, spoštovani častni gostje, spoštovane gasilke in gasilci, drage Gorjanke in Gorjanci, pozdravljeni tudi v imenu župnije Gorje. Naj bo ta blagoslov res prošnja, da bi bil nad vami, nad tem avtomobilom, Božji blagoslov. Najprej pa prisluhnimo kratkemu svetopisanskemu odlomku. Jezus je rekel: Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu razen po meni. Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega Očeta. Zdaj ga poznate in videli ste ga.
To je Božja beseda. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Na zelenih pašnikih mi daje ležišča. Vodam počitka me vodi, mojo dušo poživlja. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Pogrinjaš mi mizo v priča mojih nasprotnikov, z oljem mi glavo maziliš, moj kelih je zvrhan. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Spoštovani, vam čestitam za to novo vozilo, vam želim Božjega varstva in varnega dela in vožnje. Hkrati pa se zahvaljujem za sodelovanje, za skrb, za to, da smo lahko v našem kraju bolj varni, da lahko že vnaprej mirno spimo. Zato vam želim srečne poti. Vsem, ki pa bomo ponosno na cesti videli ta avto, pa mu dajmo prednost, saj je tudi naš ponos in nas varuje. Prosimo še Gospoda in nebeške zavetnike. Nebeški Oče, daj, da se bodo vsi udeleženci v prometu zavedali odgovornosti za lastno življenje in za življenje drugih. Prosimo te, usliši nas. Varuj nas, naše domove, naše gasilce, naše domače, pred ognjem in drugimi nesrečami, ter nam podari milost, da se bomo z vsake poti srečno vrnili. Mote, usliši nas. Sprejmi k sebi pokojne gasilce in vse naše farane. Prosimo te, usliši nas. Priporočimo se še nebeškim zavetnikom. Sveta Božja Mati Marija, prosi za nas. Sveti nadangel Rafael, prosi za nas. Sveti angeli varuhi, za nas. Sveti Florian, sveti Jurij, molimo. Oče usmiljenja in Bog vse tolažbe, Tvoji smo in Tvoji hočemo biti. Prosimo te, blagoslovi ta gasilski avto, namenjen gasilcem in vsem, ki jih zadene nesreča. Naj pomaga reševati življenja in premoženje, oskrbovati pomoči potrebne in naj varno vodi naše gasilce. Prosimo te vsem, ki bodo z njim delali, nam vsem pa daj, da bomo posnemali Jezusa, ki je dal svoje življenje za nas in s teboj živi in kraljuje vekomaj. Naj bo nad vsemi vami Božji blagoslov. Gospod z vami, naj vas blagoslovi vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Da v društvu skrbimo in dobro delamo z mladino, je razvidno z dobrimi rezultati na največjih tekmovanjih. Tako bomo ob tej priliki pionirkam podelili srebrne tekmovalne značke, ki so jih z dobrim mestom dosegle na državnem tekmovanju v Goričnici pri Ptuju. Čestitamo jim za dosežen uspeh. Značke z državnega tekmovanja bo pionirkam podelil Drago Stojc, pomočnik poveljnika za tekmovanja Gasilske zveze Bled Bohinj. Pionirke, ki
prejmejo srebrno tekmovalno značko, so Karin Jakopič, Tija Benedik, Pika Poklukar, Karin Žvan, Sara Cesar, Zarja Kerlin, Natalija Malovrh, Manca Frčej in Klara Slivnik. Sledi še podelitev spričeval za opravljen tečaj operativni gasilec. Tečaj je za vsa društva organizirala in izvedla Gasilska zveza Bled Bohinj. To so gasilci, ki vstopajo in opravljajo operativna dela pri akcijah gašenja in reševanja in bodo z dodatnim usposabljanjem prevzemali pomembne funkcije v društvih. Spričevala bosta podelili predsednica Gasilske zveze Alenka Urh in pomočnica poveljnika Gasilske zveze za izobraževanje Urška Kogovšek. V zvezi s tečajem za operativnega gasilca pa bo predsednica Gasilske zveze Alenka Urh spregovorila še nekaj besed. Danes v naši sredini pozdravljamo še gasilke in gasilce, ki so pomladi uspešno zaključili tečaj za operativnega gasilca. Tečaj se je začel v poznem jesenskem obdobju lanskega leta s prevedavanji na teoretičnega dela tečaja. Nadaljeval v pomladi s praktičnim delom in uspešno zaključili v maju. Tečaj je obiskovalo in uspešno zaključilo 42 tečajnikov in tečajnic. Bil je obsežen, zahteven, zato na tem mestu lahko pohvalimo vse tečajnike, ki so pri tem vztrajali in ga uspešno zaključili. Na tem mestu pa bi se zahvalila tudi Urški Kogovšek ter vsem predavateljem in inštruktorjem, da se je tečaj izvedel in uspešno zaključil. Vsem novim operativkam in operativcem čestitke za zaključeno izobraževanje in pridobitev naziva operativni gasilec. Sedaj so vam odprta nova vrata v izobraževanju, saj lahko pristopite k pridobivanju določenih specialnosti. Želim vam uspešno na novi gasilski poti in z gasilskim pozdravom na pomoč. Spričevalo za opravljen tečaj operativni gasilec prejmejo iz PGD Gorje Nuša Jan, iz PGD Podkom Ana Gomilar, Anja Zalokar, Barbara Gomilar in Katja Žvan. Iz PGD Liprečica Maja Švab in Tjaša Dežman. Iz PGD Ribno Mitja Prem. PGD Bled Ana Marija Zupanc, Gašpar Fon, Jaka Stare, Janja Lombar, Petra Urh, Sefercan Arguden. PGD Selo Ambrož Čebašek in Drejc Polančec. Iz PGD Bohinjska Bela Amadej Prešeren, Anže Medved in Petra Bizjak. Iz PGD Nomen Aleš in Nejc Kristan. PGD Koprivnik Ema Ravnik, Gaja Žmitek, Mila Gaja Kranc, Nina Pristov in Sara Pristov. PGD Stara Fužina Anže Zupanc, David Klančnik in Nik Holzbauer. PGD Srednja vas v Bohinju Ema Ribarič, Erazem Markič, Matevž Kovačič, Miha Arh, Miha Gumzej in Vid Stanovnik. PGD Bohinjska Bistrica Hanna Štendlar, Jan Biček,
Nataša Stare in Nika Godec. Iz PGD Bohinjska Češnica Matija Jeršič in Žak Golja. In še iz prostovoljnega gasilskega društva Nemški rod Miha Kavčič. Še z moje strani čestitke vsem operativcem, operativkam. Gasilci, mirno, pozdrav ob odhodu praporov. Gasilci, prosto! Predsednica Gasilske zveze Bled Bohinj, Alenka Urh, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Komaj ste čakali, da vam bo končno vreme naklonjeno, da predstavite oziroma da se zapeljete z novim gasilskim vozilom, ki ga vsi tako potrebujete, kadar rešujete, kadar so naravne nesreče ali mogoče tudi danes, ki je veselica. Ja, tako je. Vsi smo zelo veseli, da je lahko v vasi, v občini in v gasilski zvezi takšno vozilo. Je eno izmed redkih GVC3 v tej zvezi. Gasilsko vozilo je zelo raznoliko opremljeno, zato omogoča različne intervencije. Ima tudi cisterno, služi tudi za prevoz vode občanom, občankam, ki jo potrebujejo, tako da zelo koristno in uporabno vozilo. In koliko vozil imajo tukaj v Gorjah že? V Gorjah imajo trenutno 2 vozili, poleg tega pa še gasilski kombi za prevoz moštva. Seveda, vsi so veseli, če so tukaj, če ga vidijo, vendar pa ta vozila posredujejo tudi kje drugje, kadar je kakšna nesreča, kadar je naravna nesreča, plaz ali kaj podobnega. Ja, vsa gasilska vozila se uporablja za vse, kar lahko. Če ne drugače, ne v domačem okolju, pa tako kot je bilo v preteklih letih, ali požar na Krasu, ali kot rečemo poplave, ki so bile pred 2 letoma v tem času, tako da res koristna vozila. Koliko gasilcev združuje Gasilska zveza Bled Bohinj? V gasilski zvezi je preko 2000
gasilcev, ne vem točne številke, ker se iz dneva v dan tudi spreminja, ker smo veseli vsakega novega člana. Kako pa je z mladim? Mladih je veliko je podmladka v vseh 3 občinah. Letos smo imeli tudi 2 poletni letovanji gasilske mladine, kjer se lahko pohvalimo zelo obsežno z otroki, mentorji, tako da lepo. Kako jih izobražujete, glede na to, da je nekdo mlad gasilec, mlado dekle ali fant, ko pride, zagotovo rabi izobraževanje? Tako je. Mladina se izobražuje, začeli smo z izobraževanjem za pionirja 1, pionirja 2. V letošnjem letu upam, da nam bo uspelo še nadaljevati mladinec in potem pripravnik, pa potem operativni gasilec. Operativni gasilec mora najprej narediti pripravnika, če je to odrasla oseba nad 18 let, začne s pripravnikom in operativnim gasilcem, kateri potem lahko tudi posreduje na vseh intervencijah. In seveda, da bo vozilo čim bolj srečno vozilo oziroma da ga boste čim manj uporabljali, ga bo danes tudi župnik blagoslovil. Ja, župnik ga bo blagoslovil za vse srečne kilometre, tako na vajah, tekmovanjih, kot tudi na intervencijah. Hvala, Alenka, za tale pogovor in na pomoč. Na pomoč tudi vam. Hvala. Lepo pozdravljeni, Slavko Juriš, tudi pred mikrofonom Gorenjske televizije. Dober dan, pozdravljeni in vsem gledalcem lep pozdrav. S kakšnimi občutki prihajate v Gorje? S 1.8. ste nastopili svojo dolžnost tukaj v Gorjah na Gorenjskem iz Višne Gore. Zagotovo je to za vas neka sprememba. Je sprememba, se pa mogoče pomlajam, ker sem kot mlad fant zelo rad zahajal v hribe, te gore, Bled, vse te kraje, tako da na nek način na stara leta obujam prvo staro ljubezen. Zelo zanimivo. Rekli ste, da so vas občani, občanke, vaši verniki zelo lepo sprejeli, ko ste prišel v Gorje. Ja, zelo lepo, sem zelo hvaležen, prijazno, gostoljubno, nisem lačen. Tudi prejšnji gospod župnik Matej je zelo lepo vse pripravil, tako da sem res vesel in to je zelo dobra popotnica za delo naprej. In tokrat je v Gorjah prvi tak dogodek, ki ga boste blagoslovili, to je gasilsko vozilo, zelo pomemben trenutek. Ja, gotovo, gasilci so najbolj med ljudmi verjetno, najbolj cenjeni, najbolj tisti, ki so za ljudi in seveda smo isti ljudje in je prav, da držimo skupaj. Želim vam veliko pozitivne energije tukaj v Gorjah in seveda med hribi. Hvala lepa in seveda pozdrav vsem poslušalcem in gledalcem Gorenjske televizije. Župan občine Gorje, Peter Torkar, lepo pozdravljen. Lep dober dan v naših prelepih Gorjah. Ponovno imate en pomemben dogodek, to je predaja gasilskega vozila, ki ga predaja občina v uporabo. Ja, za občino Gorje, za gasilke in gasilce in pravzaprav za vse občanke in občane je danes zgodovinski dogodek, namreč občina Gorje predaja novo gasilsko vozilo GVC3 prostovoljnemu gasilskemu društvu Gorje. Torej, sodobno gasilsko vozilo s sodobno opremo je stalo nekaj več kot 300 000 evrov, zato sem zelo hvaležen vsem, ki so v projektu sodelovali, predvsem gasilkam in gasilcem v prostovoljnem gasilskem društvu Gorje, ki skrbijo za opremo in pa predloge, ki jih načrtujejo za prihodnje. Mi pa tem predlogom s proračunskimi sredstvi sledimo. Sem pa izjemno zadovoljen tudi s delom občinskega sveta, ki je tudi sledil v mojem predlogu proračuna, da so ta proračun potrdili in da je šlo v akcijo nakupa novega gasilskega vozila in danes se to vozilo svečano predaja na uporabo. Ste ga dolgo čakali? Samo gasilsko vozilo je bilo prednaročniško že sklenjeno kar nekaj pred enim letom. Torej sama nabava je potekala in pa podpis pogodbe po sprejetem proračunu in lahko rečem, da smo zelo zadovoljni s izvajalcem nadgradnje, da se je držal tudi vseh predpisanih rokov
tako da danes vidimo, da je gasilsko vozilo polno opremljeno in pripravljeno za intervencije. No, eno je dogodek predaje gasilskega vozila, drugo pa je veselica, ki ste jo morali prestaviti zaradi slabega vremena, tako da bo danes bolj veselo, bolj živahno, ker je tako lep dan. No, prejšnjo soboto je bila izjemno slaba napoved, tako da smo se že 3 dni pred dogodkom odločili, da dogodek prestavimo. Dogodek delamo zato, da pridejo občanke in občani in pa tudi prostovoljci vseh sosednjih društev, gasilskih društev v parado in pa Gasilska zveza. Tako da danes pa vidimo, da je vreme naklonjeno dogodku in da bo dan lep in pa tudi svečana predaja uspešna. V Gorjah ste dobili tudi novega župnika, ki bo blagoslovil to vozilo in to je verjetno prvi tak dogodek njegov. No, vesel sem, da smo v naši fari deležni župnika. Zelo sem vesel, da ga imamo priložnost spoznati, gospoda Slavka Judeža. No in danes bo prvič predal, bom rekel, blagoslovil tako veliko pridobitev za občino Gorje. Naslednja pridobitev, ki jo bo pa blagoslovil, pa bo 31. avgusta v vasi Podhom, kjer bomo predali na uporabo obnovljeno infrastrukturo.